nočemo zdaj podleči temu, a veš, da bomo zdaj mi zaradi tega, ker so pa kamere, pa to, da bomo zdaj se mi preveč na to ozirali. Zaenkrat je plan, da ostanemo mi radio in ohranimo to interakcijo, ki jo že itak imamo, sam pač, da smo še na televiziji. En lokalni radio ti da to, da dobiš eno splošno znanje, a ne? Pa se pa usmerjaš in jaz sem šel bolj v te športne zadeve, ki so me zmer malo bolj privlačne, a ne? Ampak, ja, začneš pa nekje, kjer ti nekdo da možnost, da plavaš. Ker naša urednica napiše ti znesek, mislim, takrat je en tak nepopisen občutek v tebi, ne vem, vesel si, euforičen si, pa hkrati si utrujen, pa hkrati si, ne vem, srečen za te ljudi, ki se jim bo pomagalo, veš. Vse bistvo je vsega tega je, da si radoveden, da te stvar zanima, pol pa za laufa. Ne moreš biti kar na začetku že ne vem kakšen znalec. To si moraš dopuščati, da te tudi drugi vidijo kot začetnika, da s tem ni nič narobe. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Zakaj ste se vi na Radio 1 odločili, da greste v video tudi, torej televizijo? To pa vprašanje za moje šefe, ne vem. Vse so tudi, veš, tudi Radio Aktual, pa vsi te, ki so povezani z nami, ne, ki je lastnik, vsi so tudi na TV-ju. Mi smo v bistvu, po mojem, med zadnjimi sploh. Ja, ker vas po moje folk dosti rad gleda, no, jaz tudi, če sem kakšne klipe tako videl, ste simpatična ekipa. Ampak zdaj razmišljamo, veš, sej pač, meni se zdi, da je to, da ostajamo še vedno radio. Da prvobitno smo mi radio, ne. Ampak tako, kot si rekel, ljudje nas radi gledajo, vse smo imeli prej skozi te Facebook live, sploh, ko so bili gostje, ali pa tudi kaj drugega, ali pa smo v postprodukciji naredili kakšno stvar, ki je dobro izpadla. In ja, to se je dobro klikalo, to se pač, ampak smo ohranili eno to igrivost, nočemo zdaj podleči temu, a veš, da bomo zdaj mi zaradi tega, ker so pa kamere, pa to, da bomo zdaj se mi preveč na to ozirali. Skratka, zaenkrat je plan, da ostanemo mi radio. In ohranimo to interakcijo, ki jo že itak imamo, sam pač, da smo še na televiziji, ampak se ne oziramo na to, da bo to zdaj ne vem koliko dobro izpadalo, da bo ne vem kaj, da bomo zdaj koketirali s kameram, pa mi smo radici po duši in to znamo biti, ne. Zdaj, kaj, pa kako bo šlo naprej, pojma nimam, ampak meni se zdi, da mi je to všeč, da šefi ne pritiskajo s tem, da zdaj morate pa paziti, zdaj pa, da boste gledali v to kamero, ker potem zgubimo sebe s tem. Ja, bravo, ja. Mi hočemo ostati to, kar smo, se biti igrivi, biti drug do drugega v teh interakcijah, ki smo, v teh vlogah, ki smo. Pristni, ne? Pristnost ohraniti. Kako bo pa to izpadalo, bom pa videl. Tako, kot si ti rekel, s to posnamem, pa vidim, kam me pripelje. Greš v to, a veš, meni je zanimivo, recimo to pa je to, kar se mi da pogovarjava načeloma, je pač audio, ne, bistvo, ne, ampak več folka gleda na YouTube moj podcast, ki pa posluša na kjerikoli platformi. Ludo. Kar je noro, ne. Tako da pač očitno je nekaj na tem, veš, in kaj meni folk začel pošiljati slikce, pa tegati na story, kako si oni naredijo na delo to v dnevni sobi, big screen, gor, in jaz gledam tam moje, pa kva gledaš, sej ni film, sam poslušaj, sej bistvo je za poslušati, ampak je nek čar je v temu, da ti vidiš, po moje, da te da bližji ljudem, občutek imaš verjetno, da si zraven. Ja, da bi ga direktno nagovarjal, ne, človeka. Bolj je neposredno, bolj je, mogoče tudi vsaka reakcija je bolj opazna, bolj poudarjena. Sej, pač, jaz sem radijec že od nekdaj, ne, pa znam tudi to med vrsticami brati, pa to, pa kako, ampak se mi zdi, da pa če še vidiš, kaj se dogaja, je pa to še dodatna točka, ne? Dodatni element. Kdaj si pa prvič ti z radijom se srečal? Koliko nazaj moraš? Kot študent? Ja, seveda, to je bilo v mojih študentskih časih. Jaz sem začel v bistvu na Radio Vrhnika. Jaz tudi nisem vedel, kam me bo to pripeljalo. Pravzaprav prvič me je mama prijavila na neko audicijo, zato sem se doma igral, da imam majk in da nekaj govorim. Se pravi, že kot otrok sem čutil to potrebo, da nekaj razlagam, da se uživim v to sceno, da kot eno nastopaštvo, sam da ni publike, ampak da si jo zamišljam. No in pol sem imel to priložnost, da sem se tam na
na Radiu Vrhnika, ki je bil še poskusni program, so me vzeli tja in sem kar dobil svojo oddajo in sem pač na začetku zelo na dolgo in široko vse razlagal, ker nisem točno vedel, kaj je radio in to. Ampak tam je bil tudi šef moj tak, da je dopuščal, da sem se kar sam nekako razvijal. Me je usmerjal, je bil tudi z mano, je tudi z mano delal in tako naprej. Ampak nekako je imel tak moment, da sem mogel kar splavati. Veš. Pa tudi pol sem kar na Vrhniki, iz tega je prišlo ven, da sem kar vodil prireditve, tam kar, ne vem, so smučarji nekaj naredili, pa smo naredili sprejem za smučarje, pa atleti so nekaj naredili, pa smo naredili najprej bolj športne stvari, pa so mi pa že vse živo ponudili. Ne vem, enkrat se spomnim, je bilo tekmovanje za najbolj okrašen balkon, cvetlično, v smislu cvetličnih lončkov, pa se nikoli nisem s tem ukvarjal, ampak vse se uživiš. Lahko čisto vse počneš. In en lokalni radio ti da to, da dobiš eno splošno znanje, pa se pa usmerjaš. In jaz sem šel bolj v te športne zadeve, ker so me zmeraj malo bolj privlačne. Ampak ja, začneš pa nekje, kjer ti nekdo da možnost, da plavaš. Ja, kako pa to? Pa ne smeš se ustrašiti tega. No, to itek, to sem te hotel vprašati. Kako si te občutke handlil na začetku, ko pač dobiš neko priliko, veš, veliko mladih danes, recimo. Ja, pač najprej si obupen, to je dejstvo. Samo moraš biti ustrajen. Se to, ne? Najprej, jaz se spomnim, mislim, na poslovnem valu so bili prvi te moje poskusne zadeve, ne? In jaz sem to imel posneto, jaz sem prav zbrisal, meni je bilo to grozno. Sem rekel, to nočem, da sploh kdo še kdaj to najde, da kdo to posluša. Pa smo mogli neke poslovne novice samo prebrati, ali pa ne vem, glasbeno željo samo napovedati. In meni se je tako zdelo, vse mi gre fajn, pa tako ne, ampak to je obup, to je. Ampak potem pa, če ustrajaš, če priložnost dobiš in jo pa izkoristiš, ne, pa če ti nekaj všeč rata, in pol seveda napreduješ in vedno več možnost imaš tudi, da se izobražuješ, a ne. Mi imamo še zdaj na Radiu 1 enkrat mesečno vsaj možnost izobraževanja, ker nikoli v lifeu, to pa je tudi ena taka stvar, ki se jaz strinjam, ne smeš zaspati, pa misliti, zdaj sem pa jaz neki, figo si ti neki. Moraš skozi vlagati v sebe in se probati dopolnjevati, nova znanja vključevati, itak te nova družabna omrežja prihajajo, nove platforme, podcasti, zdaj že sploh ne moreš reči, da so novi, ampak vedno več je vsega, ne, vedno tudi radijski prostor se spreminja. Kdaj so že rekli, da bo radio umrl, ne? Pa realno je še kako živ, ne. Tako da jaz mislim, da ali pa zdaj debata o tem, a bo AI zamenjal moderatorje na radiju, ali pa na televiziji, konc koncev. Ja. No, vse kle so pa pol mal full circle, da une stvari, ki si rekel, a ne. Kar je cenejš, ne, za lastnika, če gledaš, ali pa za, a ne. Sigurno, ampak se bomo dojeli slejka prej. No, se mislim, se mi zdi, da to, kar smo prej govorili. Je cenejš, ne, pa tudi dosti zanimivo, ne. To se že poskušali, ne. Tuje radijske postaje so precej uklestle, ne? Ampak še zmeraj se pol na koncu se mi zdi, da ta touch ga da pa lahko človek, ne, vsem. Emocije, ne, sebe. Ja. Kako si prej na začetku rekel. No, to sem hotel reči. Moraš sebe dati v to zgodbo, ne. Če boš ti neki faker ali pa da boš ti neki poskušal nekoga posnemati, neki početi to, kar nekdo drug že počel, neko toplo vodo odkrivati, ne. Dejansko je pristnost, igrivost, iskrivost. To se šteje in to ljudje kupijo, ostalo ne. In če gledava zdaj pač to idejo o konkurenci med podcasterji, pismo, veš, toliko podcastov, vse en stari. Pač le koliko je ljudi, ki to poslušajo, pač naredi nekaj zase in prišli bojo ljudje, ki so ti podobni in pač, a ni to nekaj najlepšega, da ti v bistvu za svoj krog ljudi pač ustvarjaš nek format, ki pač njim sede, a ne. Ja. Edin, kar moraš kle spustiti, je pol ta pač ego del, ki je pa obseden z številkami, pa gledanostjo, pa ne vem. Moraš biti ustrajen, jaz vedno rečem. Ker če te bo prvi poraz sesuja, pol brez veze, da sploh začneš. V življenju moraš biti navajen na to, da kdaj padeš, da kdaj se boš sesul, a ne. Ampak bistvo je, da se vedno znaš pobrati,
da imaš vedno ljudi okrog tebe, ki bojo verjeli vate, predvsem pa, da ti verjameš vase. Ker če ti ne boš, kdo bo? Ja, in na začetku je težko, ne? Na začetku, vsaka stvar je težka. Verjamem, da tudi ti, ki si začel še pred teh 100, ki si želel gostov imeti, pa si rekel, da si že prej imel podcaste, pa si poskušal s tem, z drugim. Ampak kar naenkrat se je pa nekaj zgodil. Nekaj se je premaknil, ljudje so te opazili, zaznali, parkrat se je nekaj zgodil dobrega, da zdaj pač, koliko Slovencev, jaz mislim, da kar ogromno ljudi ve zate, zelo dobro se zavedajo. Ne? Pa ne moreš reči točno, kaj je bilo verjetno, ne? Jaz mislim, da konsistenca. Ustrajnost, ne? Pač ti si daš možnost, da imaš srečo, ne? Pol folk reče, pač kako oni so to gledanost dobili, pa ne vem, kva se. To je posledica konsistence pa sistema, ki si ga postaviš zato, da ti pač lahko ustrajaš in pol pač itak, da se ti bo enkrat usrala, ne? Ja. Če ti delaš za to v bistvu, da sebe ven daješ, da si omogočaš, da si pristen, a ne? Ker na začetku, če se spomnim jaz, ne, mogoče seš tudi ti to spomnil pri sebi, ampak jaz se spomnim nekih teh občutkov, da kakor se je kamera prežgala, sem jaz rad uklovana, ne. Mislim, zdaj moraš pa nekaj zabavati. Ja, pa nekaj dobrega povedati, pa kle sem imel fakte napisane, pa ne vem, pa to, ko sem jaz povedal, kle ste prvi to slišali, poslušajte, subscribe, ne vem, ko se. Po, ko sem jaz ta enkrat spustil, je rata lažja, ne, ker sem človeka videl nasprot sebe, veš. In kle pa pol ta magija. Se ti tudi veliko z ljudmi delaš, ne? Nisi iskal spektakla, ampak si iskal neke male vsebine, nekaj, kar ti prinese potem eno dobro stvar. Ja, jaz mislim, da jaz imam rad ljudi, no. Kakorkoli se to sliši. Radoveden sem, rad imam, nekoga novega sem danes spoznal in si že neko zanimanje v meni zbudil že prej, no, ko si me povabil. Se pozanimal, kdo si, kaj delaš, kako, na kakšen način funkcioniraš. In pa sem valjda z veseljem prišel, z radovednostjo, ne, kaj bova zdaj točno počela, kaj bova se pogovarjala. In odnosi, to je tisto, ko z leti prav ugotoviš, da je največ, kar dejansko šteje. Spoznati se, biti radoveden, znati želen, to se mi zdi, da je tako v lifeu res visoko, no? Po prioritetnih nekih lestvicah. Veš, ena stvar, ki me zanima vedno pri ljudeh, ki pokažete tudi tako, a ne, da več ljudi to vidi, se pravi radio ali s temi maratoni, ki jih imaš, da ki pokažeš to neko ranljivost, ki so solze in smeh, ki so pristne emocije človeka pokazane. No, viš, tega se ne da zaigrati. Saj jaz trdim, da ne. Mogoče, če si igralec, da lahko. Ampak jaz mislim, da ene prave empatije, jaz mislim, da ne. No. Jaz mislim, da je to pa pol že za ne vem kakšnega Oskarja, ampak jaz mislim, da na dolgi rok se itak potem to izlušči, ne? Na dolgi rok ne moreš ti fejkati nekih stvari, ne? Če si še tako dober igralec. Se pravi, to so neke pristne reakcije, takšne, ki so. Ne vem, jaz ne bežim od tega, da včasih sem zelo emocionalen, da sem zelo na dnu, ko so te akcije, da mi ni lahko, in da mi ni težko to pokazati, ker itak to je realnost. In tudi solze so del tega, ne? A veš, pravijo, če smo moški, pa ne jokat, pa ne vem kaj. Ja, pač, če se tako počutiš, ni nič narobe. Emocije so del nas. In to ljudje tudi začutijo, to sem prepričan. Ker empatija je tisto, kar vsi premoremo. Samo da pač eni do neke mere, eni do take mere imamo različne te nivoje, ne? Ampak jaz verjamem, da je v vsakem od nas neka stopnja tega. Kako bi lahko drugemu pomagali, da si pustimo biti še bolj empatični, da pustimo biti bolj to, kar smo, kaj misliš? To je zdaj mogoče malo filozofsko, ampak me zanima iz tvojih izkušenj. No? Ja, jaz mislim, da samo stopajmo v interakcije, takšne in drugačne. Glejmo, kaj kdo rabi, kaj nam kdo sporoča. Tudi med vrsticami, ne sam direkt. Dajmo biti človek, no. Meni se zdi, da je tako simpel, da
če vidiš, da nekdo nekaj želi, se ga hitro prebereš. Zakaj ne bi en drugemu pomagali? Pa se tudi človek sam dobro počuti, če nekomu nekaj dobrega naredi. Ali pa se mi zdi, da sam prisluhniti sebi, prisluhniti drugim. To so te odnosi, ki jih ves čas zagovarjam. Bolj, ko si pustiš biti blizu nekomu, bolj ga začutiš, bolj začutiš tudi to ranljivost v njemu, a ne? In lažje ti je pomagati, zato ker se mi zdi, da nikoli v lifeu ne veš, kdaj boš pa ti tisti, ki boš rabil pomoč od nekoga. In nič ni narobe tudi zaprositi, kdaj. Če nekaj rabiš. Pač to je čisto človeško. Mi smo ena skupnost, mi smo ena, ne vem, v tem primeru smo mi Slovenci, dajmo skrbeti za to, da se bojo vsi čim boljš počutili, a ne, v tej naši krasni državi, ki jo vsi imamo radi, a ne. Pa iluzorno je žal, da ne moramo biti vsi enaki. En ima več znanja, en ima več emocij, en ima več, ampak že to je kul, da izkoristiš ta svoj potencial, ker vsak ga ima za neki. In ne vem, en je športnik, en je, ne vem, dober naredi tako mizo krasno pismo, en jo nariše, ne vem, sej se mi zdi, da imamo toliko enega znanja, vsak nekaj, razumeš. In če to izkoristimo, pa da smo še pozorni na druge ljudi, to pride pol nekaj lepega ven. Ja. Ampak da si ti sposoben drugega slišati, mislim, da moraš prvo slišati resnico, svojo resnico, a ne? En lep rek je, ki ga imam jaz skozi sabo, je količina resnice, ki si jo pripravljen sprejeti o sebi, se bo direktno odražala v tvoji duševni pa osebnostni rasti, a ne? Ja, res je. Se mi zdi, da premalo ljudi je slišal te svoje težke misli, bilo z njimi občutke itd. Pa me mogoče zanima, to sem tukaj hotel napeljati, kako si ti dejansko se s tem področjem ukvarjal, da si bil dovolj pomirjen s sabo, da zdaj na ven ti lahko to ljubezen kažeš, ker drugače ne bi mogel. Ja, dobro vprašanje. Recimo, pred kratkim sem se ful s tem ukvarjal. Pred kakšnim letom sem začutil tudi jaz tako ranljivost, ne. Pač prišlo je do trenutka, ko sem se odločil, da sem dovolj, da ne morem več te dobrodelne akcije delati v tej meri, kot sem jih 10 let delal, ne? Da je čas za neko spremembo, da se nekaj zgodi, in sem ful okleval s tem, zato iz večjih vidikov, zato ker akcija je super uspešna, zato ker toliko veliko otrok srečamo, toliko ljudem pomagamo in tako naprej. Ampak jaz sem pa čutil, da se počutim vedno bolj utesnjenega in da ne toliko telesno, kakor psihično ne zmorem več slediti te akcije, ki je postala vedno širša, vedno večja. Da sem postal majhen v njej, ker je bila ona tako velika nad mano. Wow. In to je bilo to soočenje s to ranljivostjo. Kaj zdaj narediti? Kako komu povedati? Kako se obrniti na koga? Kako bo zdaj to ljudje razumeli? 100,000 vprašanj sem imel. Kako bojo moji nadrejeni to sprejeli? Kako to ljudem povedati? Ampak enostavno sem bil potem človek in v enem momentu sem dal to ven iz sebe. Eno leto sem še okleval, pa sem rekel, ajde, dej še stisnem. Ampak ene stvari so me začele dušiti, ne vem. Imel sem smolo z vremenom eno leto, pa je bil skozi dež, pa sem se tako res, kako mi je bilo neugodno. Pa nočem zdaj jamrati, ampak sam hočem z enimi bitkami, ki se v sebi dogajajo, razložiti to ranljivost. In pač imel sem tudi pogovore z psihologinjo in tako naprej. In pol na koncu sem prišel do tega, da če jaz ljudem povem vse to, kaj se dogaja v meni, ne bo noben zameril tega. To je človeško. A ne? In koncev moja želja je samo, da gre akcija naprej, da še naprej pomagamo ful otrokom. Tudi jaz bom še vedno prisoten zraven
sam ne več v tem meri, no, da bom jaz tisti frontman, ki bo vse to doživljal. Ampak je bilo pa 2 leti res ene borbe sam s sabo. Ne? In sem imel noči, ker nisem mogel spati, zato ker sem se ukvarjal z vsem tem. Ker me je bilo strah, kako naj to sploh speljem, ali bodo ljudje sploh to razumeli. Ali bom zdaj jaz tam nekdo, ki ne vem, patetično vztraja v nečem. Težko je to bilo povedati, no. Težko je bilo se soočati, ampak evo, potem to narediš in pol vidiš, da ljudje to sprejmejo. Sprejmejo takšnega, kot si in se zavedajo, da smo ljudje tudi ranljivi, da ne moreš za vsako ceno nekaj početi. Pa čeprav veš, da je to dobro za družbo, za overall. Ja, ker si povezan s sabo, tako kot si ti očitno, a ne ta glas rata premočen, da ga ne bi slišal. So pa zraven pol še druge osebnosti v nas, pa je kritik, pa je sodnik, a ne. Niti marče nehaš, predolg se boš, le koliko ljudi boš pustil na cedilu, da te se vsi javijo. Veš, koliko enih dejavnikov, ne? Veš, koliko enih ljudi in enih deležnikov, ki na vse to vplivajo, ne vem. Ja, pa ni prav, da si tako naredil, pa ni prav, da bi tako, ampak na koncu jaz sem pomirjen sam s sabo, zato ker vem, da sem na koncu se odločil sam, poslušal samega sebe in to izpeljal tako, kot pač sem. Ja, klele sem imel Klemna Selakoviča, ki mi je nekaj v besedo, no rekel, da me je naučil, ker nekako je že bilo to o meni, ampak tako mi je v besedo, da ful lažje zdaj sabo to nosim, kot neko orodje, ki ga imam v ruzaku. Ja, res. In mi je rekel samo takrat, da vsak človek bo gledal skozi svoj filter, in tega se moramo zavedati. Tle v bistvu je hotel povedati, da ne imati osebno. Ko nekaj tazga narediš, jaz ti ne morem povedati, koliko si ti razbremenjen. Ko ti prisluhneš sebi in rečeš, to sem mogel, ni šlo drugače. Probaval sem na 100 načinov drugače, pa ne vem kaj, ampak pač tako je. Lastne vrednosti ne pogojuješ s tem, kar delaš, ampak s tem, kar si, in veš, da si dovolj. In to je pač po moje ključno. Tako da ti si nekje že odklenil to, da si dovolj naredil. Verjetno družina, ne vem, pomaga pri tem zelo, ker dejansko imaš ta svoj tribe zdaj, ker ne glede na vse, kar narediš, klej noter imaš ti ljubezen vedno. In si pomirjen. Tako je. In to je bistvo. Da ne nosiš tega s sabo, da te ne bremeni nekaj. Ne? Družina te najbolj zaščiti. Družina je, ampak je pa tudi to zanimivo. Ne? Ampak družina je tudi tebe pušča v tem, da kar je prav. Še vsem si ti tisti, ki sprejme takšno odločitev. Res je. Družina podpira obe varianti, A ali B. To je bolj, Ampak še zmeraj si pa ti tisti, ki nosiš odgovornost in ti tisti, ki tudi sprejmeš končno odločitev. Družina je pa the best, zato ker te v vsaki varianti je ona s tabo. Ko se karkoli zgodi, familija je tam. In eno stvar, ki si je tukaj zelo zdravo povedati pri teh spremembah, ki se ti dogajajo, je to, da kaj pa, če bo boljš, kaj je bilo zdaj? Velikrat gremo v to, zdaj, ker to nekam, zdaj bo zih slabš, oziroma ta naš je prestrašen. Pa sploh ni nujno. Na boljš gre. Ti boš sebe razbremenil, kapaciteto, srce boš odprl, nove stvari se boš naučil, nove stvari se bojo pojavile in boš lahko še naprej dajo. In jaz sem prepričan, da tudi akcija ne bo toliko zgubila, ker sem mogoče se bal, da bo. Da mogoče bo celo pridobila neke nove stvari, neke nove dimenzije, nek nov zagon, da tako rečem. Ne? Ker jaz bom tam še vedno kot najbolj srčen človek, ki bom to podpiral in bom tisti, ki bom mogoče komu dal na svet, nekaj bom pa že imel zapovedati po tolikih letih. Mislim, tudi dala ti je verjetno velika akcija. Ne sluteno velik. Mislim. To, da smo v teh 10 letih osrečali toliko otrok, mislim, to je cifra? Žal ne vem cifre, ampak to je res težko je izračunati, zaradi tega, ker so vse te kolonije malo specifične, pa tudi niso vse enako dolge in tako naprej. Ampak meni je že to noro, da koliko enih generacij otrok smo usrečali. In najbolj me veseli res, kako srečaš nekoga, ki je zdaj že odrasel praktično, oziroma je nekaj počne že sam, se je mogoče izvil iz te
iz te revščine, je nekaj naredil iz sebe in ponosno pride in reče, vidiš, takrat smo bili, a se spomniš, ko smo bili, jaz gledam, a veš, se ne moreš niti vedeti, kdo točno, kdaj točno, ampak vidiš pa po tem nasmehu, veš, kaj si ti človeku dal, kakšen je to zagon, to je noro. In to, da hvaležnost obstaja strani vseh teh ljudi, to se morate zavedati, da ko nekaj dobrega naredite za ljudi, so vam hvaležni in vam bodo še leta in leta hvaležni. Zato, ker če si ti enkrat na dnu, pa nimaš nikogar, je grozen. Če pa imaš koga, ki te dvigne, ki te ponese, ki ti pokaže, da mu je mar, da je možno pač tudi lepšo plat življenja dosežti, pol je to krasno. To je zelo krasna zvezda Severnica tudi za podjetnika, za kogarkoli. Če ti imaš ta element dajanja v svoji strategiji, prav v strategiji, jaz sem v marketinški strategiji za ta projekt dajanja, nekako lahko več damo. Brez da sebe iztrošimo preveč. To se moraš naučiti na lastni koži. To je to, kar si govoril. Na neki točki si tako, pa kva bom zdaj, jaz cel življenje se daju samo zato, da bom rekel, ne, pa sej jaz se dobro počutim, kad to dam. Pizda, ni res, stari. Pač jaz moram tudi zase poskrbeti, da bom lahko še več dal, ampak to dajanje ni zaradi tega, da dam, to dajanje je zaradi tega, ker pač je to obstoj, in to čutiš. To bistvo, in to čutiš in daješ. In hkrati pač odpiraš mogoče neke nove poti, in mogoče akcija postane mogoče mičken drugačna. Z vsako novo osebo, ki pride v to stvar, je spet nekaj drugače. In je prav, da je tako. Plus perspektiva se ti spreminja z vsako zgodbo, ki jo slišiš. Ti verjamem, da si slišal veliko zgodb, ki jih ni bilo prijetno slišati. Ja, ogromno tega sem slišal in videl in doživel in največ pa preko pogovorov z Anito Ogulin, ki je žal ni več tukaj, ampak jaz se še vedno z njo pogovarjam. To je mogoče zdaj malo čudno slišati, ampak to je bolj samogovorno. Ampak jaz točno vem, kaj bi ona rekla in kada še vedno obstaja. To je noro. Ampak ja, ona je bila tista, ki je meni bila največja vzornica in še vedno mi je. V vsem tem dobrem. Ona se je pa res razdajala do konca, do zadnjega dneva praktično lahko rečeš. In ja, hvala ne vem komu za takšne ljudi, kot je ona. Če bila ona zdaj kle na mojem mestu, kjer vprašanje misliš, da bi ti postavila? Ja, ona bi mi najprej bi rekla, a si v redu, a še kaj rabiš, pazi nase, tako materinska je bila, veš, do mene. Videla te je. Ja, res, bila je tako pozorna in tako, ne vem, polna ene te, kako bi temu rekel, a veš, ko nekdo ti ni mama, pa je materinski do tebe. To je bila ona. Da ti ta občutek varnosti, verjetno. Ja. Ta materinski občutek, klej je vse v redu. Tako. Se lahko tudi zjokam. Ja, objem ti je dala, ne vem, vse te stvari, pozornost, toplino, evo, to si zdaj pa zadev najbolj. Blazno veliko topline je kako je samo znala povedati, že to, kako je zapeljala besede, kako je še toliko težko stvar ona znala zapakirati nekako in začutiti človeka, začutiti problem, pa to je neverjetno. Nimam besed. Imaš. Veš, to, kar vidiš, ta vprašanje je zelo dobro. In sem jih hvaležen do konca. Mislim, se pravim, da sem še vedno na vezi z njo. Tudi smo imeli zadnjič, zdaj že kar nekaj časa nazaj, pogovor z njeno hčerjo, ki jo nisem toliko osebno poznal. In doživlja zelo podobno kot jaz. In me je ful fasciniral. Da se pravi, da je tudi Anita imela nek krog ljudi, mislim, ona je imela ogromen krog ljudi, ampak nekaterim je postila zelo blizu. Stvar, ki je o takih vprašanjih, pa z ljudmi, ki jih mogoče ni več izpostaviš,
je nekaj, kar je ona te pokazala, kaj nosiš v sebi, zato ti je to tok, a ne drago in vse, ker ti je dala nekaj in zato ni nikoli nikamor šla. Preselila je svojo energijo vate in vse bližne. Tako čutim. In ti lahko zdaj to daješ naprej, a ne? Ja, kada je del nje vedno z mano, ne, v meni, kakorkoli se to sliši, mogoče filozofsko nerazumljivo, pa težko je tudi razložiti, ampak si dobro rekel, ja. Ona je prisotna. Ja, klej je zelo taka malo reflektivna misel, no, mogoče enkrat. Preberi knjigo njeno nujno, ker je tako dobro. Kako je naslov knjige? Ne vem. Bomo zbrskali. Ja. Bomo dali od spodaj opis, da si jo še lahko še kdo prebere, ampak mi je zelo priporočam, res. Jaz sem jo v 2 dneh prav pojedel sem jo. No. Ja. Pa nisem tak, da bi full knjige bral, ampak ta knjiga je pa res, mislim, dober. Meni mogoče še malo bolj, ker sem jo toliko dober, ker sem bil toliko si blizu z njo, ampak res ženska, ki je res ženska in polno. Ja. Enkrat me je nekdo vprašal, pa sem jaz to svoje goste skozi sprašval, pa me je enkrat eno vprašal na dogodku, če bi jutri umrl, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu, ne? In se zelo lepo navezuje na to, zato ker še zmeraj ful verjamemo to, kar sem takrat rekel, pa je prišel čisto spontano. Rekel sem, da vse, kar vidite lepega v meni, vse, kar zaradi česar mogoče boste o meni povedali lepe stvari, je zdaj vaša dolžnost, da skozi vas živi naprej, kot del mene, ki se v vas preseli. In vsi tisti, ko v meni vidite nekaj, kar vas moti, naj se ta del v vas še pojača, da ga boste pri sebi lahko razrešili, da vas v drugih ne bo več toliko motil. In sem bil tako, stari sem bil tako, iz kje je to prišlo? Ampak si začutil in si to rekel. In to je tisto, kar se kot ljudje, po mojem, moramo bolj zavedati, če hočemo biti bolj sočutni in vse. Da jaz zdaj, kakle če zgledam, ti si verzija mene, jaz sem verzija tebe, samo drugačno pot hodiš, drugačne izkušnje imaš, ampak sočutje je pa nekaj, kar lahko vsakmu damo. Ker, vedno, ko je človek navzven, tisti ljudje, ki rabijo največ ljubezni, to pokažejo na najbolj neljubet način. Žal res, ja. Sej ni zdaj to, da bomo mi vse spreminjali, pa jim to govorili. Gre se iz tega, kako se mi hitro lahko zbudimo iz naših lastnih filtrov, ki jih obsojamo in vse, in samo preprosto rečemo, ok, le sočutje, a lahko kaj dam, če ne moram nič dati, moram zaščititi sebe, svoj dobrobit in privoščiti temu človeku, da bo enkrat boljše, ker verjamem, da če bi bili ljudje pomirjeni s samim sabo, noben ne pizderje. Teh grdih komentarjev, to, ne vem, zdaj, če pogledaš tako včasih te družabne omrežja, Facebook in ne vem, tako. Kako jaz si prav rečem, pa kako je to sploh možno, kaj se dogaja z celo družbo, zakaj, a se tako, pa si pa rečem, ne vem, a se na tak način ljudje pucajo, pač da čistijo sebe, ali kaj počnejo, res, zdaj že skoraj karkoli narediš, je nekoga zmotaš, nekaj je narobe, nekdo spluva, to se je prav malo izrodilo, ali kaj je s tem, ampak pač prav nehal sem se z tem ukvarjati, sem rekel, bolj že tega sploh ne bereš, ker če ne, se lahko prav vprašaš, kam smo mi zabredali kot družba, zakaj? Ampak pol v bistvu se mi zdi, da pol si pa rečem, da se po moje to vedno bilo, ne, sam da je na tak način se ni odražala, ne. Smo imeli, da ta disrespekt, ali kako naj temu rečem, se to je v bistvu še zmer manjšina, če tako gledaš, verjetno, ne. Da ni to zdaj cela nacija takšna, ali, ne vem, ali če bi še širše razširil, ne. Ampak ja, je pa nenavadno, no, ne vem. Meni to ni všeč, da smo ljudje postali takšni, da toliko ene negativne kritike moramo polivati eno gnojnico čez vse, karkoli se dogaja, karkoli kdo naredi. Tako je iskati neke slabe stvari v tem, ne vem. To pa res mogoče ne znam najti čisto odgovora. No. Še si dal dobro izhodišče, se lahko eno o tem rečemo, pa malo po brainstormava, ne vem, kakor jaz to vidim, je čisto otroški način iskanja pozornosti, ampak te ljudje ne vejo, da iščejo pozornost, te ljudje ne vejo, da njihov otrok noter kliče na pomoč, nekdo naj mi pomaga, jaz se ne počutim dobro, tesno mi je, jezen sem, žalosten sem, pa tega ne smem pokazati in bom zdaj to naredil na tak način, da je med mano ta aparat,
da jaz to klenot pišem in poštem v svet, zdaj sem pa jaz njemu dal svoje. Ampak to je čisti špegu. Oni to sebi pišejo. To je glas, to je njihov notranji monolog in kleje nimaš drugega narediti, ker sam če te zdaj zovem, pa misliš, da se zaradi tega pol res pomirijo, boš počutijo zdaj, ko so dali to ven iz sebe, ali je to samo neka trenutna pač, ne vem, zadovolitev, čez 1 uro bo pa spet tak človek prazen. Ja. To je zdaj tisto, kar mene zanima. Ja. Ker če bi bilo tako, pa bi rekel, pa daj spuci se, pa komentari, ampak se mi zdi, da takoj, ko to naredi, je po moje nekaj naredil in je tisto momentalno zadovoljen, ok, super, ampak kaj se zgodi pa čez 1 uro, kaj se zgodi pa čez 1 dan, čez 14 dni, a bo spet rabo pisati. Mehanizem je, vedenski vzorci. To je isto, kar ljudje, ki so živčni, rečejo, da rabijo čik. Njim čik dejansko pomaga, njihovemu živčnemu sistemu takrat jim pomaga, ampak korenine problema pa niso rešili. Gre za soočanje z neprijetnimi občutki, ker nas ni noben naučil, kako sedeti z njimi. Vedno so nas zamotali. Jezen si, dej ne biti jezen na liziko. Veš, strah te je, da bomo neki klemaš risanko. A veš, zmeri so nam, pač tako je bilo, da je mi smo se navadili, da ko pridejo težki občutki, se moramo zamotati in nekaj drugega najdeti. Medtem, ker težki občutki niso čisto nič drugega, kot samo občutki in je treba z njimi se naučiti sedeti. Zato je danes toliko odvisnosti, ker nam družba daje toliko možnosti, da smo odvisni od nečesa, da pobegnemo stran od samega sebe. In se mi zdi, da če bi se to nekako v sistem naš, v šolski, kamorkoli dal pomembnost tega notranjega sveta in da bi se že pri mladih letih mi naučili soočati s tem, da bi lahko jeze več ven dal, da bi lahko pač občutki, ki nas spremljajo, ki sploh niso naši, ki smo jih pobrali iz prednikov, od kjerkoli, da bi razumeli te občutke bolj, in da bi lahko samo bili s temi občutki, bi definitivno ratali ljudje bolj potrpežljivi, več bi topli. naredili kot samo ta trenutna neka kjer smo zdaj, je pa, mi živimo zdaj posledice tega, kar smo zadnjih toliko let delali. Ni to zdaj odraz tega, kar se zdaj dela. To bomo mi videli čez 5-10 let, kaj zdaj delamo. Ampak pogovori o tej tematiki se meni zdijo zelo pomembni. Ker vem, koliko je meni to pomaga. Če ne, pa se mi zdi, da se tudi na to kar navadiš. Postaneš imun na neko slabo stvar in rečeš, pač te komentarji so del tega, je pa ni ok. Ni ok, ne. Ni ok. To nima veze s tabo, ne. Ja, ampak ni ok. Nekdo, tako ki si rekel, nekdo sporoča nekaj s tem, da ga nekaj duši. Okay. Ti, ki rabijo največ ljubezni, kažejo to na najbolj neljubeč način. Samo to zavedanje, pa se ne rabim zdaj, da se ti morajo ljudje, ne hočem reči, da se tem ne morajo ti ljudje smiliti, kao nelega bogije. Ne, ker pol projeciramo spet neko lastno sranje na njih. Sprejeti, to je stanje družbe. Tako je. To smo mi naredili. Ker smo pač dovolili, da do tega pride. Pač hitro smo skakali v social medijo, hitro smo skakali v internet, vse, kar je pršlo, zdaj bomo to massive adoption, brez da je kdokoli pomislil, kakšne bojo posledice, pa to na notranji svet. Niso vsa ta bombardiranja dobra, da je toliko enih puščic, ki letijo. Včasih se treba spet mogoče malo vrniti nazaj k naravi, korak nazaj narediti, pa premisliti o vseh teh stvareh, ki so nas učili naše babice, neke nove, prevrednotiti spet neke vrednote. Ne vem, mogoče se ne, da so pa prejšnje generacije imele vse prav. To bi bilo, to ni res. Mislim, kot družba skozi napreduješ. Ampak tudi ta napredek mogoče je lahko malo gor dol. Ja, itak. Cikli so, tako v lifeu, tako vse. Se ti čez svoje življenje pogledaš, a veš? Pa si bil v ekstremnih momentih euforije, mogoče, ko ste odkrivali, koliko ste zbrali, to mora biti zelo poseben trenutek, ko ti to vidiš. To pač vse je. Ne vem, ti mi ga opiš, ne vem, no mi jaz govoril, kle zate. Mislim, to je itak en zaključek enega napora v prvi vrsti takrat, ko si res vložil vse in veš, da si dal vse od sebe. Kaj vse od sebe? Ti si sebe dal v to, celega sebe in že predno se sploh neka akcija začne. Zdaj imamo recimo dobrodelni maraton. Se mi zdi, da že 2 meseca delamo tako aktivno na tem, kaj šele prej neaktivno. Ampak, kar polk ne vidi. Ne. Ampak vse se opozarja in tako naprej. In pol, ko bomo čakali na ta trenutek,
ko naša urednica napiše ti znesek, mislim, takrat je res en tak nepopisen občutek v tebi, ne vem, tako vesel si, euforičen si, pa hkrati si utrujen, pa hkrati si, ne vem, srečen za te ljudi, ki se jim bo pomagalo, veš. Ja. Tako da to je en tak vrtiljak vsega, en tak pomirjen si potem, ne, in pol si želiš iti sam domov. Kaj pa misliš, da bi se zgodilo, če bi zdaj recimo pač vsako leto ta cifra raste, predvidevamo, ne? Kaj bi se zgodilo, če bi zdaj en let padla? Kaj misliš? Kako misliš, da bi to dojela? Veš, čez meri je cifra čez milijon. Ja. Ampak recimo, da je bilo lani 1.400.000, a ne? Letos je pa tako 1.100.000. Ja, če bi bila takšna razlika, bi bili še vedno ekstremno veseli. Zato, ker to ni takšna razlika, da bi se mogel zaradi tazga paca, ne vem, koliko se kera. Včasih tudi pač, moraš tudi razumeti, mogoče tisti trenutek ljudje niso sposobni dati vsega tega noter, ne vem, imajo tudi svoje probleme in ne bi se zdaj šli po moje kar takoj spraševati, a smo kaj narobe delali v štartu, a smo narobe nastavili, a smo ful dobro. analizirali. To je bila velika past. Ja, jaz mislim, da bi tako stvar komot sprejeli in rekli, hvala Slovenija, super smo, lejte, koliko smo zbrali, koliko družin smo osrečili. Ja. Če bi pa to drastično padal, pa bi se pa mogoče začeli spraševati, da je treba osvežiti zadevo, ali pa jo na novo postaviti, ali pa nekaj drugega, ali pa ne vem, tako. Ja. Ampak še vedno sem pa jaz zagovornik tega, da je pa prav, da se pomaga. Ja. Je pa še zmeraj boljše, da se zbere, ne vem, 500.000 evrov, kakor pa nič. Ja, itak, no vse to zavedanje, to me zanima. Ja, in še zmeraj biti hvaležen za tist, katerkoli znesek. Tudi, to veš, kakšen kdaj reče, tam naša akcija se pa ne more primerjati, ne vem, s to pa to akcijo. Pa jaz rečem, ne tako razmišljati ljudje. Vsak evro, ki ga zberete, gre za dobro stvar. In to res srčno mislim. Vsak, ki se loti ene zadeve, ne vem, pa v šoli za sošolca, ki zbirajo, da gre lahko z njimi na izlet, ali pa ne vem, da pomaga svoji družini. Pa a ni to krasno, no? Pa ne glede na to zdaj, koliko se zdaj zbere, vsaka pomoč je za nekoga dobrodošla. Jaz pravim, ta pomoč je, ali pa če se pa ne bi lotili, pa ne bi bilo. Kaj pol boljš? Da je. Pa tudi če mogoče ni ekstremno visoka. Ja. Sej bolj se gre za vaše dojemanje tega. Vi, ki to ustvarjate. A veš, kar naenkrat rataš ti ujetnik lastnega uspeha. Ja. Folk te ne vidi več kot Mihata, ampak kot unga, ki zbira denar. Ja, najbrž bi tudi ljudje rekli, letos jim pa ni šlo. Ja. Ampak a ni to napačen pristop? No, to hočem reči. Zbereš 500 jurjev. Nekaj je šlo narobe. Ja, halo, biti hvaležen še vedno za vsak pomagam 10, pomagam 5 na 1919, za vsak SMS. Ja. Veš, koliko ljudi se angažira za to. Si mogoče odpove čemu tudi sam in tako naprej. Čeprav realno, če tako gledaš, za marsikoga od nas poslati en tak SMS res ni nič kaj tazga. Ampak, ker nas je toliko skupaj, zato pa lahko naredimo en tak presežek za pa ljudi, ki si pa res to nujno rabijo. No? Sam nekaj moraš vedeti, nekaj se mi zdi pomembno. Tako kot ti, ki si rekel na začetku eno lepo stvar zame. Ne spomnim se točno, kaj si rekel, spomnim se po občutka, ki sem ga dobil. Da hvala še enkrat. Nekaj se moramo zavedati, da ljudje pač zaradi vas, ki kažete sebe, svoje emocije zraven, kle se naredi ta klik, jaz bi bil tudi del tega. Se mi zdi, veš, da ni pač ideja toliko dobra, da bojo zdaj kar vsi podprli. Ideja je bilo že milijon stari. Ampak ljudje zadaj, energija. A veš, energija, ta vaša. Ja, ampak vse tudi zato se pa toliko vedno angažiramo. Ja. Če bomo mi vzeli zdaj to neki na pol, sej nam gre dobro, sej kva pa je problem. Daj naredimo to, pa bo itak. Ne. Vsako leto znova se je treba maksimalno potruditi. Vsak od nas, ki smo tam, se moramo maksimalno potruditi. In hkrati se potem tudi ljudje potrudijo po svojih močeh. Če bi pa mi vzeli z levo roko, pa verjamem, da tudi ljudje bi rekli, sej se jim sploh ne da več to delati.
se mi zdi. Ja, kva so pa kakšni komentarji, ki ste jih tako dobili, pa so vas mogoče zaboleli kot ekipo? Tako, ali od folka, ali od koga, tako... Ja, mislim, to, da denar ni šel v prave roke, a ne? Da kje so zdaj vsi te ljudje, ki ste jim kao pomagali, ne? Aha. A veš, take stvari in pol hvala ne vem komu, da se je to odkrilo in razkrilo, da dejansko gre vsak porabljen cent v pravo smer in da so se potem tudi, meni je grozen, da smo mogli tudi ljudi, ki so dobili pomoč, na tak način prositi, da, a veš, ker ni lahko se izpostaviti, pa reči, jaz sem ta, ki sem dobil pomoč. Ja. Ampak so ljudje potem videli, da vse smo na neki točki, da se tudi oni so se izpostavili in so rekli, ja, mi smo dobili pomoč, so bile poplave, pa so oni prvi, ki so nam dali, takrat, ko smo najbolj rabili, preden se je država zganila in tako naprej. Ja. Skratka, hočem reči, da grozen je, no, da moraš izpostaviti ljudi, da te potrjujejo v tem, a ne? Ampak ja, to najbolj boli, da nekdo ti očita, da denar ni bil porabljen za pravo stvar. In spet, to je spet, kar nekdo lahko komentira, ne? Ampak se mi zdi tako neodgovorno, da se tega na tak način lotaš, da tako komentiraš. A veš, koliko škode lahko narediš? Ker boš ti dejansko vnesel en nemir med tiste ljudi, ki zaupajo, a ne? Se pravi, ti boš to zaupanje zamajal. Čeprav mogoče sploh ne veš, da imaš, da ni, mislim, ti kar nekoga nekaj obtožuješ, pa sploh nisi niti preveril. Ti si sam sejal dvom. Ki je že tako vas. Ja, in že s tem, ki si to naredil, si zamajal akcijo. Sam se pač mogoče nekdo niti tega ne zaveda. Ampak ja. Ja, ker ne vidi ljudi, ki delajo akcijo, ampak vidi akcijo. Ne? Treba je videti ljudi, ki to delajo. Tem ljudem poglej v oči, pa boš vse vedel. Ja. In tukaj to je največji problem tega. No, zato sem jaz tudi vedno govoril, ja, zdaj mene ste izpostavili v tej akciji, sam prosim, vse nadrejene, vse, ki se s tem ukvarjate, prosim, da ne bi se kdajkoli izkazali, da denar ni bil porabljen tako, kot smo mi govorili. To je velika odgovornost. Ja. To je. In tvoje ime je tam zastavljeno. Ja. Ampak ja. Integriteta, ne? Če jo imaš ti močno, pač v drugih, ful je težko pričakovati integriteto od drugih. Ne? Seveda. Ampak ko pa najdeš ljudi, ki jo imajo, je pa privilegij. Je pa to klepa barka, ki se tako lepo giblje, pa pluje v isto smer, da je to noro. Pa to, veš, koliko smo mi močni, ki se povežemo. Ja. A veš, kakšen power je to? Mislim, to je meni je to najbolj fascinantno, kako je ta stvar cela rasta, vse te akcije, ne? Vse gre za eno majhno idejo, ki je na začetku, niti ne veš, kam greš, kam boš to pripeljal, kaj se bo zgodilo, a ti bo kdo prisluhnil, a bo kdo šel s tabo na to pot, in pol se kar ustvar iz leta v leto večje gibanje. In ti rečeš, pismo, mi plujemo na neki barki dobrega, ni to neki neverjetnega, da si lahko kapitan ali pa da si lahko zraven kot kakorkoli, kot Unka Sidrova, že kot Unka, ti si na tej barki. In ljudje, ki pomagajo, ki pošiljajo SMS-e, se počutijo najbolj fajn, najbolj udobno, ker so oni potem tudi na tej barki. In skupaj plujemo. In je vedno večja ta barka. In to je noro. To je tisto, kar je meni najlepš pri temu, no? Da se ljudje potem počutijo in z vso odgovornostjo se počutijo. Se z njimi skupaj zberemo. Jaz lahko vsak dan pošljem, pa ne bo dovolj se zbralo. A ne? Ampak tako, ko smo pa vsi skupaj, pa ni važno, katera stranka smo, pa kaj smo, pa v kaj verjamemo, ampak verjamemo v nekaj dobrega. Ja. Verjamemo, da lahko pomagamo, da naredimo skupaj eno dobro stvar. In to mi je pa tisto, kar mi je pa pri teh dobrodelnih zgodbah in pri drugih najlepša stvar. Da se ljudje znamo tako fajn povezati in da se začutiti en drugega, plus predvsem pa začutiti ljudi, ki rabijo našo pomoč. Ker za to gre. Samo za to gre. Pač so ljudje, ki so čez rob,
ki jim družba, ne vem, rečejo, pa jim država bi jim mogla pomagati, pa ne vem, kdo vse institucije odpovejo, zakaj ne, zakaj, ja pač tako je. Jaz sem se naučil to, pa tudi na faksu, no, pa se mi zdi, da revščina je družbeno dejstvo. Ne obstaja optimalni sistem, da tega ne bi bilo. Jaz mislim, da ne. Kot študent sem mogoče še celo verjel, da se bo nekoč zgodila neka taka družbena ureditev, ki bo lahko maksimalno poštena do vseh. Ampak pol, ko vidiš, vedno, ko si starejši, vidiš, da vedno nekje nekdo izpade in je deprivilegiran za nekaj. In te ljudje, ki so čez ta rob, tem je treba pomagati. Ni druge. Ja. Dajmo najti to v sebi, pa probimo zastopati. Ker, tako kot sem že prej rekel, mogoče silom prilike bomo tudi mi mogoče kdaj rabili pomoč. A veš, sploh pri poplavah se je to pokazalo, ne? Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Lahko se potres zgodi, konc koncev. Karkoli. Ostaneš brez službe. Zboliš. Marsikaj lahko vpliva na to, da si ti zdaj v tem bazenu. Ker boš plaval tako, da ti bojo drugi pomagali. Ja. In sam, če razumemo nek ta osnovni sistem, bomo pomagali, no. Po svojih močeh, ne rečem, da... Ja. Jaz sam prek ene stvari ne morem iti. In to je ta stvar, je, da nekateri ljudje, veliko ljudi to izkorišča. Torej, da se namerno dajo v položaj tega, da rabijo pomoč, ki jo v bistvu ne bi rabili, če bi sami začeli delati ali pa karkoli, ne? In pol za take to gre. Veš, ta čast, ki je tukaj noter, ki je ni, ki je to uno. Se zato morajo biti tudi te mehanizmi preverjanja. To. Veš, mi smo se tudi naučili tekom let to, da mislim, pol vidiš, kako te stvari funkcionirajo, ne. Nekdo se tudi, mogoče dela bolj bogega in kakor je v resnici, ne. Ampak tudi tega se potem, tudi tega se naučiš, da je treba vsako stvar preverjati, ne. Bolj jasni bi mogli biti kriteriji, kdo, kaj, kako, pa sploh ne govorim za vas, ker verjetno so neki mehanizmi postavljeni, da vi to lahko veste. Ja, mi imamo fundacijo, ki se s tem ukvarja in poleg tega pa moram reči spet, da smo se pa največ, se mi zdi, naučili ravno od Anite in od Zveze prijateljev mladine Moste Polje in zdaj je Zveza Anite Ogulin, ker oni so pa to imeli že toliko let izkušenj pred nami. Ja. Tako da dejansko vsako stvar je treba res preverjati, ne. Ker se vedno nekdo lahko dela še bolj bogega, kakor je v resnici. Ja, izkoriščanje, pač sistema, ne vem, kako bi rekel, pač sej, oni ne delajo nič narobe. So iznajdljivi. Sistem to dopušča. To je. Kle, mislim, da že na nivoju države, veš, bi se mogli, pač, kam grejo davki, kam grejo te stvari, se nova šlo politiko, nič bat, ampak že kle mislim, da smo ful od zadaj, ker so sistemi zastareli in se ne nočem biti brihten. Ja, jaz bi rad, da bi bili čim bolj humana družba. Humani, točno to. Pač ljudje stari. Se pravi, tako, ko sem mogoče kot študent verjel, da obstaja pravična družba, bi pa zdaj rekel, da pač čist pravična za vse je zelo iluzorno. To sem se nekako naučil, ampak dajmo biti čim bolj humana družba, dajmo skrbeti drug za drugega, pomagati, kakor se da pač. Ker pač ljudje smo različni in tudi ne moramo biti vsi enaki, nikoli tudi ne bomo. Kaj ti je v lifeu, če malo pogledava, se malo vrneva še na tvoje izkušnje, to sem te hotel vprašati, ker me res zanima. Kjere so bile neke take prelomnice v lifeu, ki so ti največ topline oziroma ko bi rekel, empatije odklenile, ker misliš poleg tega, da se ti rodi otrok. Ker ti si tudi že foter, pa veš, da je to se mi zdi, da je en tak dogodek, na katerega je človek najbolj ponosen. Drugač pa vesel si vsake prelomnice v življenju, se mi zdi. Vedno, ko napreduješ, pa dosežeš nek nivo, si vesel. Se mi zdi, da že to greš čisto od otroštva, step by step. Vsake, ne vem, ko se naučiš kotalkati, ko se naučiš pisati.
Da se spomnim, koliko je to ludo, da znaš kar pisati. Hudo, stari, zdaj si Ja, to rekel. a ni noro? Nisem sploh pomislil nikoli. Ja, take osnovne stvari, ampak takrat ti pa to ful pomeni. Ali pa govor, kar Ko ne. prvič, spomnim se feelinga, kako je, ko prvič znaš kolo peljati brez onih pomožnih koleščkov. Koliko se hotel reči, fucking dobro počutiš. Ja, Že kot otrok, če zdaj pogrun za nazaj, a veš, te feelinge iščeš. Ne? težko, ja. Ampak se spomniš neke stvari. In to so te prelomnice, a veš. Ne vem, pa ko narediš, ne vem, faks, ko končaš, meni se zdi, da je to tudi ena taka velika prelomnica. Pa še prej gimnazijo, ali pa kdorkoli, karkoli, srednjo šolo, ne vem, te stvari. Ko zaslužiš za prvi avto. Ja. To smo mi tipi, po mojem, še malo bolj. Ko vem, ko sem prvo katrco, ko sem si sam kupil, jaz sem mislil, da sem največji kralj na svetu. Sam si tako bolj, ja, jaz se ga spomnim bolj tako kao do fotra, tako. Ja. Vidiš, da zmorem. Ja, Šuno. ja. Tako, Ampak to so te prelomnice, ki tudi dobiš neke samopotrditve. Ne? Ja. In pridobivaš na samozavesti z vsako tako prelomnico v življenju. Ne vem, pa z leti se pa mogoče te prioritete tudi malo spremenijo, pa že si vesel, ko gledaš tam Mauga, kako igra fuzbal, kako rastura, on je moj golman, recimo. Mene to toliko srečuje. To je za Slovenca kar dober. Ja, jaz hodim na njegove tekme, jaz kar gledam, kako je to možno, da je sposoben tako na tak način obraniti svojo ekipo oziroma svoj gol in tako. Veš, take stvari. Ja, isto, ko si tudi ti, ko si dal prvi gol, ko sem rokomet treniral, koliko je ludo biti prvo zmago dosežti in tako naprej. In kup enih stvari je, na katere je človek vesel pa ponosen, pa ki te usrečujejo. Kaj pa ta drug pol, ki pa povzroč rast, ki pa povzroč soočenje zdaj z neko realnostjo, ki je tudi življenje, Te paci pa to, Paci ali pa ne vem, recimo, pri meni najbolj transformativna stvar, kjer sem največ resnice o sebi spoznal, je bilo, kaj je fotor umrl, Ja. Veš, tam je meni, nisem imel kam iti, to je bilo, life ni izgledal več isti, Ja, res, ja. In iz tam ven sem jaz ogromno ljubezni se naučil, tako zadnje dni, kaj je bil on, jaz sem rekel. No, jaz imam starše še k sreči, oba sta še živa, tako, ampak sem bil pa recimo z babico pa z dedkom ful povezan, recimo, sem tudi v času študija veliko časa kar bil pri njih in tako. Ja, soočati se moraš tudi s tem. Smrt je del življenja, ni pa lahko. Najbolj emotivno je bilo to zadnje srečanje z dedkom. Jaz sem bil celo zadnji, ki ga je še videl pri zavesti, ki je bil on v bolnici, pa je njegovo zdravje tako pešalo, da mu te antibiotiki, ki je imel pljučnico, niso več pomagali, da bi se organizem okrepčal. In je pol kar spal in se malo prebudil, kaj je pojedel, pa spet spal. V glavnem, pa so bili ta obdobja spanja vedno daljša, pa se sploh ni več. Pa tako. V glavnem, meni je to dal spet eno tako novo spoznanje, ne znam ti povedati, to soočenje s smrtjo. Jaz sem bil takrat zadnji, ki je me on še oči odprte, ki je še stisnil mu roko, da sem bil jaz izbran, da se poslovim od njega. Ne vem. To je zelo dobro. To je zelo dobro opisal še en pacient, ki je bil v isti sobi. Ki je rekel, da mu je bilo to ena najbolj emotivnih stvari, ki jih je videl v življenju. To najino slovo, veš. Ja, pač ne vem, zakaj sem bil ravno jaz izbran za to, ampak očitno z nekim razlogom. Da si je zbral nekoga zato, da ker nim več zmogel naprej, da mu je dal neko slovo. In to je bilo dejansko slovo. In jaz sem vedel, da je to slovo. Čutil sem tako. Zahvalil sem se mu za vse, kar je dobrega naredil v življenju, za vse nas, ampak jaz, ko sem odhajal od njega, meni je bilo tako res prav neverjetno. Veš, kakšni so to neverjetni občutki. No? To je bilo
najbolj močno srečanje s to ranljivostjo v mojem življenju. Ne, da nekdo, da res da prav, kada je bilo tako, ne znam opisati, no, tako je bilo močno. Kako si star? Ja, sem tam nekje na faksu. Aha, ta leta. Kaj se je to zgodilo? Kle se jih najbolj razvijaš, tudi iz tega čustvenega vidika kot fant. Ja. Kaj pa ti je bilo pri detku najbolj všeč, ko se spomniš nazaj? On me je naučil gobe nabirati. On me je naučil je bil ta. Cent naravo. Ja. On je tudi te družabne plati, kako je fajn imeti piknik pa se zabavati tako v naravi, imeti pijačo hladiti v potoku. Ja. Take stvari, a veš? Ta povezanost z naravo in še zdaj ful rad gobe nabiram. Prav doskrat, pomislim, evo, točno kle bi me dedek pelil. On mi je prav me naučil iskati teren, kjer boš ti najdel jurčka, ne vem, kakšno drugo gobo. In pa se prav pomislim na njega, vidiš, kle bi me dedek zagotovo pelil. Mogoče si tebe zato zbral. Da zdaj lahko skozi tebe gre čez te potke. Težko je reči. Kle vam največ šans, da bom še gobe naberil. Ampak se ne moramo vedeti, je nekaj misterioznega. Lepo. Ta maraton, ki si ga pa zdaj omenil, to imate pa zdaj kdaj? Ja, to imamo pa 18.19. Začnemo 18. ob 5. zjutraj. December, ne? Ja. Okay. In imamo poleg tega še en velik koncert na Kongresnem trgu 18. zvečer, ob 6:30 začnemo. To bo en največjih koncertov, ki bo tudi najdlje trajal. Čisto zastonje, vsi ste lepo vabljeni, pridite, lahko nas prijete tudi pol pozdravček na Mestni trg, kjer bomo imeli mi ta studio. Ta boks, ki imate. Ja. In pač, če lahko pošljete kakšen SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919, s tem pomagate pomoči potrebnim družinam, a ne, vse tekom maratona jih tudi predstavljamo nekatere, da veste, zakaj gre denar. Vedno znova je to prav, da se sliši te zgodbe, ki so brutalno, težko jih je poslušati, ker so res emotivne. Hkrati je pa tudi prav, da se sliši, zakaj se zbira. In ja, koncert je brezplačen, ampak je pa lepo, da pošlješ SMS za družine v stiski. Kaj pa ta boks, ki ga imate, to sem enkrat videl, sem šel minil, sem mi tako, kva se tega, kaj je to kakšen reality show, veš to? Ja, se res to zgleda. Zgleda, da ste zaklenili keleti, da imate zdaj 12 ur, da vam pobegnete, ne bo kisika več. Ampak dobro, pač folk kar pride, se ostal. Ja, pridejo, res. Se imamo tudi eno skrinco, pa kakšni ljudje kar not vržejo. Tudi neki denarja se tudi na tak način zbere. Pa tisti boks deluje tudi že malo prej, ne? Ni samo ta 2 dni, kaj itak je folk tam, veš, lučke so, grejo malo pogledat na kakšen kuhan vin, pa tako se malo podružiti, pa tudi kje do nas pridejo, no, tako da to je tudi zdaj že 10 let tega dobrodelnega maratona, no, smo res ponosni na to stvar, da se tudi v tem, veš, bleščečem decembru spomnimo, da ni vsem ljudem toliko dober, a ne? Da niso lučke, lučke so za vse tam, ampak da nekaterih pa gledajo žalostnimi očmi, a ne. In da je prav, da se jim pomaga, no, na tak način. To je ena taka dobrodelna zgodba, na katero je cel radio ponosen in cel radio tudi gara za to. Tam ni vprašanje, vsak ima neko svojo zadolžitev. Nismo samo mi, ki smo tam noter, ki si rekel, ko v enem akvariju izpostavljeni. Vsi sodelavci so vpeti v to. Vsak po svojih ima svojo zadolžitev in opravljajo svoje naloge za to, da to izpade čim boljš. Pa da se zbere čim več. No. Ja. Kaj je nekaj, kar bi bilo zate lahko potencialno obžalovanje, ki si star 80, pa pogledaš nazaj? Obžalovanje? Ja, tako. Lahko ti da malo konteksta. To je Steven Bartlett enkrat razlagal na svojem podcastu, da se je to vprašal in si je pol ta post-it notes nalil na hladilnik in ga vsakič pogleda. In na njemu je pisal, želim si, da ne bi to delo, nekaj tazga. No, ta je že. Čeprav moram reči, da sem jaz
da sem jaz pač zdaj v enem takem obdobju, ki se zavedam tega. In ne vem, nekaj mi en notranji glas govori, da se tudi zabavi in vse. In ne vem, iskreno, v zadnjih 2 letih sem bil na to koncertih, ki prej nikoli ne. Res. Pač pičel me, veš, malo se je tudi doma družinska dinamika spremenila, obe hčerki sta se odselili od doma. Ti imaš že toliko starih hčerk. Ja. Okay, Doma je v dijaškem domu, ki je v nogometni razred, tako da sva vidva z ženo pa pes. Kar naenkrat. Ja. Ampak nazaj, študentska leta ste. Ja, ampak ja, in pol, če je taka situacija, se mi zdi, da se moraš tudi prilagoditi neki novi realnosti. In poskušava potovati, ker mogoče prej kdaj ni bilo toliko denarja za ta potovanja. Zdaj pa jaz ugotavljam, da te avionske karte so dostopne. No? Jaz sem vedno mislil, to, če greš na avion, to je pa že ena velika stvar. Mogoče sem bil tako tudi v nekem tem skromnem vzdušju vzgojen. To je za te bogate. Ja, pa priješ do tega, da sploh ni problem, pa da si vse lahko sam organiziraš, da ne rabiš vedno nekoga, da te za rokco pele nekam pa ita. In se kar lepo znajdeva in greš na koncert, ja, pa tudi tako naprej, pa se imaš lahko dober, no, pa včeraj sem bil na predstavi od Rebeke Dremelj, recimo. Je imela premiero, pa je povabila, pa mi je bilo prav lušten. Moram reči, da sem imel prav fajn. Tako da, zakaj ne bi, zdaj izkoristil pa povabil. Ona pa Gorka Berden igrata tematiko, ki je meni bila blazno simpatična. Skratka, ko se mestni svet pa vaški svet malo usekata, v bistvu tako, da ena mestna pončara pride v gost, in tam je, mislim, malo grdo rekel, kada je Rebeka gozdnega Joža igra, ker je v bistvu preživetje v naravi, ima te tečaje. In ona ful dobro odigra. Jaz sem bil čisto navdušen, jaz jo nisem gledal v te Jamska ženska, kako je bila ona prva predstava, sem jo zdaj prvič gledal, ko vemo, da je ona pevka, da je bila misica, da je vse živo, da je na družabnih omrežjih prisotna, ampak tako kot igralko sem jo pa zdaj prvič videl. In jaz sem se ji tako nasmejal. A res, mene je navdušila. In tako jaz potem vem, da mi je bila predstava dobra, če mi hitro mine. Ne, da se nekaj predstavljam, da je že konc zdaj. Jaz sem se smejal, jaz sem bil čist not. Mesta, tako dober, ker se ta res, ona je bila pa kao ena razvajena mestna pončara in ona zdaj pride z fulene kozmetike, pa se ne bom razlagal, da ne pokvaram. Ja, se si predstavljam. V glavnem, dober, pejte gledati. A veš, taka stvar. In to ti tako, ne vem, to ti da za misel, to te prvič zabava, drugič odpira neke debate pol, a veš, pa vedno malo prezrcalaš na svoje življenje. Mi smo bili pa taborniki, ko smo bili majhni, pa tako naprej, pa smo bili blizu naravi, a zdaj te generacije otrok drugače doživljajo naravo, a ne vem, imajo bolj preko telefonov ali ne vem kaj. In pač ugotovil sem, da ni samo delo, ampak je treba tudi si vzeti čas tudi za take stvari, seveda, če imaš čas. Ful dober. Omenil si kaj, 3 otroke. Zdaj te jaz malo vprašal, za nazaj boš zdaj malo pogledal. Ja. Kva me kaj čaka. Veliko te čaka. Že zdaj, mislim, ne, ena stvar, ki jo... Kako imaš ti velike zdaj? Zdaj ta mala je stara 2 leti, tako da ja, trenutno je samo še ena, pa še zelo mlada. Mislim, no, 2 leti, to je, zdaj boš imel glih težavno obdobje. Ni pa vsakmu enak, ampak vem, da je prva ne kriza identitete, ampak prvo uporništvo je, ki je otrok star 2,5 oziroma 3. Zdaj se ti bo že začela malo trmart, pa tako. Pri 2 letih se mi zdi, da je glih še taka luškarna, tako vse dela tako, kot ti češ, pa se mi zdi, pa tako se ti fajn zdi, ker že govori, pa te prve besede, pa se igra, pa ne vem, karkoli. Ampak pol je pa že prva trmica, ne? Tako da to te čaka zdaj. Ja. Kaj bi ti rekel za nazaj, če pogledaš, da si delal, da sta delala, bom tako rekel, da nam žene izvzemu. Ja. Kaj bi rekel, da sta delala dober pri otrokih, recimo? Predvsem to,
da so bila prvič odgovorna kot starša, ampak hkrati dovolj igriva. Meni se zdi, da je bistvo to, da počneš stvari z njimi. Ja. Da tudi počnejo sami stvari s svojimi vrstniki, ampak da jaz sem najbolj vesel, ko smo še precej kasneje, v kasnejših letih še vedno skupaj hodili na morje ali pa na te dopuste ali pa to, da nismo kar prekinili nekih navad, ki smo jih imeli ves čas. Ostali povezani. Ta povezanost je glavna stvar. No. Kaj bi rekel, da je za povezanost ključno? Zakaj bi rekel, da vam je ratalo ostati povezan? Ja, zato, ker smo počeli stvari skupaj, ker smo se imeli radi in ker kljub temu, da nismo imeli materialnih dobrin toliko, kot jih je mogoče kdo drug imel, Ja. ampak da smo znali v tistem, kar nam je bilo na voljo, uživati. Ker smo se znali imeti fajn na enem izletu, pa nismo rabili ne vem kam iti. Pa da smo v avtu prepevali, da smo se že na poti tja imeli ful dober, ne vem, da smo vsakmu pustili, da je bil tak, kot je. No. In na tak način s to igrivostjo se mi zdi, da največ narediš. Se pravi, da si blizu, si en drugemu. Da smo hodili tudi, ne vem, na kakšne bowlinge, na kakšne take stvari, družabne. Ne vem, tako. Včasih razmišljamo o eni stvari, ki me tako malo, nisem še kraj. Rojstni dnevi so ful. A se ti zdijo? Malih ali tako. Rojstni dnevi overall, ampak sploh od malih. Ja, mislim, top je. Pač je nekaj posebenega. Ta mala še zdaj poje vse najboljše. No, vidiš. Ja. Meni je bilo največji izziv, da sem kar jaz moderator na njihovem rojstnem dnevu. Včasih mi je prav, sem pa rekel, zakaj sem moderator. Ja, ne, veš, kaj moraš najeti, zdaj vsi neki najamejo. Moraš imeti unga, pa klovna, pa ne vem kaj. Eno leto smo mi nekaj kar sami probavali, pa sej se ni maksimalno posrečen. Na koncu so bila oba žena čist zmatrana. Pa še sestra ni nekaj pomagala. Ampak vseeno pač, sem pa saj poskusil, pa sem videl, da ne, treba je probati, ne? Ne, ta stvar je kje je meja med tem, da ti otroku dopuščaš, to, kar si tudi ti rekel, da mu dopuščaš, da se sam uči na lastnih napakah, itd., po drugi strani pa, da dopuščaš, da je disciplina. Se pravi, kako nekako, kaj vidiš, da sta kle dobro naredila? Vidiš, tukaj vsaka družina mora to mejo pa najdeti sama. Bravo. Okay. To pa ni univerzalnih vzorcev, ni receptov za srečno življenje, ko ne to rečem, zato da boš ti prav naredil. Kar je pravilno, je to, da sankcioniraš, ko grejo stvari narobe. Se pravi, ko je nekdo v neki nevarnosti ali da nekaj počne zelo narobe, ga je treba ustaviti. Opla, tole pa ne. Ampak do kere mere biti strog, do kere mere biti, ne vem, da mora biti fotor tak pa tak, ali pa mama najbolj stroga. To vse se naj razvije v vsaki družini čist specifično. Ne? Jaz ful ne maram rad biti neki pri tem pameten. Kot če se reče, fotor mora biti strog. Fair. Ali pa ti moraš biti to. Ja, jaz, če po karakterju svojem, jaz nisem najbolj strog. Ne? In če jaz znam z nekim dialogom prepričati svojega otroka, da mi sledi, je meni to dovolj. Zakaj bi moral samo s strogostjo upeljavati neke principe, pa neke vzorce, ki morajo biti pravila za neke stvari. Jaz mislim, da lahko z neko mero potrpežljivosti pa nekim dialogom lahko marsikaj več dosežeš, kot pa samo strogostjo. Ampak zdaj pravim, to je v moji familiji funkcioniralo, mogoče v tvoji ne bi. Ne vem, jaz nisem imel spet toliko, zdaj ne vem, zdaj me bo verjela. Meni se niso zdeli toliko zahtevni, te moji mulci. No. Niso se mi zdeli. So imeli obdobja, ki so bili bolj zahtevni, pa so bili v puberteti, pa je bilo to, pa uno, pa tretji, ampak če pogledam pa
overall pa se mi zdi, da imajo so sprejeli to igro. Se pravi, so vedeli, do katere mere sem jaz dovolj tako ohlapen. Ampak ko pa to prestopijo, takrat pa ni popuščanja. Ja. Ampak to vsaka družina postavi po svoje. In tudi vsak otrok je čist drugačen. Trije moji so vsak je drugačen, vsak zahteva svoj pristop. Ampak to je pa na tebi, da zdaj ti to pogruntaš in da se jim posvečaš in to samo gotoviš. Ja. To hočem reči, da je prav. Bravo. In zato jaz nočem biti nikoli neki ful pameten, pa nekih nasvetov deliti. Ne? Ali biti strok, ali ne biti strok, ali biti popustljiv, ali ne biti popustljiv. Meje moraš postaviti. To je dejstvo. Otrok točno ve, kje je meja. In on rad gre, puša do te meje in tako naprej. In tle moraš pa biti potem stebr. Tako. Ja. Na začetku sva o tem govorila, pa se mogoče bi vrnil še na eno stvar in sicer to, kar zdaj v bistvu meni govoriš, ne pusti biti v nečem začetnika, ne. Kako je tebe to delč prepalal s tem, ki si štartal tam, pa si pustil biti začetnik. Je ena taka lastnost človeška, ki jo tako, meni se zdi skoraj že super moč, ne. Nekdo, ki ga jaz vidim, ki brez problema stopa v situacije, ne znam, se bom že naučil, to je meni nekaj najlepšega videti, ne. Ker točno veš, da to je kar ti rabiš v življenju, kjer se dogaja konstantna sprememba. Ne? In sej Einstein je rekel, da je inteligenca zmožnost prilagajanja na spremembo. Bravo. In to je v bistvu, če si ti upaš biti začetnik, si sam inteligenten, pač zaupaš pa si. In naj ti ne bo naroden. Ja, in vprašati in biti radoveden. Vse bistvo je vsega tega, da si radoveden, da te stvar zanima. Pol pa zalaufa. Ne moreš biti kar na začetku že ne vem kakšen znalec. Ja. To si moraš dopuščati, da te tudi drugi vidijo kot začetnika, da s tem ni nič narobe. Zakaj bi mogel biti že kar na začetku ne vem koliko samozavesten v vsem, kar počneš? Samozavest si pridobivaš s temi prelomnicami, ki sem rekel, da pridejo. Ja. A ne? Staj lepa, ja. Step by step. Res, jaz, če pa kaj zagovarjam, je pa to vztrajnost v vsem, kar delamo. Noben uspeh ne bo se zgodil kar čez noč, razen, ker če imaš srečo, pa zadaneš neko loterijo, pa še to lahko pol zakockaš, pa se ti procentualno imaš zelo veliko možnost, da to narediš. Ja, a veš. Drugače pa jaz mislim, da se učimo skozi in ustrajamo v tem in nekakšna disciplina je v tem prilagajanju. No. Da veš, da nisi vsem najbolj pameten. Ne. Ja. Ne vem. Resnica. Da pustiš drugim, da te kaj naučijo, ves čas. Nikoli nisi. To jaz najbolj simpel mi je razložiti to z vožnjo, a ne, z avtomobilom. Jaz sem zagovornik tega, da nikoli nisi najboljši voznik na svetu. Mislim, najboljši voznik, če se čuden izrazim, ampak da se mi vedno še malo učimo boljš voziti. Ker če boš ti že v osnovi rekel, jaz sem ful dober voznik, pa se ti bo preklet hitro lahko kaj zgodilo. Ja, rabiš prakso. Rabiš prakso in vedno bolj napreduješ. In tudi te, ki so vozniki Formule 1, isto pravijo. Da se še vedno naučijo iz enega ovinka, ker so ga že ne vem kolikrat prevozili, še neko novo nijanso. In to je pa tudi življenje. Življenje je enostavno ponavljanje nekih vzorcev in učenje tega, in potem gremo vedno više na next level. Zaveščanje tega, kaj delaš tudi. Predvsem pa prevzemanje odgovornosti, iz tega vidika, da nekaj narediš, da ne stagniraš. Ja. To je tam pač po moje najbolj trpimo. Ker če ti recimo... Vse v različnih obdobjih tudi malo, kdaj tudi malo zaspiš, se nisi skozi ti skozi enako aktiven. Ja. Ampak dajmo si tudi to dopustiti, ne. Pa mogoče greš kdaj en počasen korakec, ne. Jaz recimo nisem naredil iz prve faksa, bi rekel. Sem kakšno stvar malo dlje delal, ne. Ampak na koncu je pa pomemben, da priješ do tistega papirja, ne. Pa da si ponosen na ga, da si bil dovolj vztrajen, da nisi kar obupal, pa rekel, jaz to ne zmorem.
Ampak, če pa pot malo daljša, a je pomembno to? Če si ti znal po tej poti iti naprej, tudi če si malo več ovinkov naredil do končnega cilja. Ne? Ja, do neke mere bi se strinjal, kle pri faksu sicer mislim, da je bolj pomembno to, da ti veš, zakaj si ta faks naredil, No, kot to pa, itak. da si ga naredil. In če ugotoviš na poti, da je boljš, da svoj fokus... Ja, ampak je fajn, da si ustrajen. Koliko veliko je enih ljudi, Vztrajnost je nekaj zdaj drugega. obžaluje pismo, samo še to sem imel, pa sem pa nisem, pa zdaj pa se mi ne da več. Ja, zdaj sam, pa če ne. je vedel, zakaj ni, Ja, pol je dobro naredil. Če pa ne veš, zakaj je nehal, ja. pa kle je problem ustrajnosti. Ampak marsikdo obžaluje, ker smo prej govorili o obžalovanju. Ja. Marsikdo potem na koncu reče pismo, zakaj nisem takrat Kaj vedejo vse, kar je rabo, pač lih to, kar si rekel. Ja. Malo bolj ustrajen biti. Ja, Ampak, a veš, recimo ena taka življenjska tudi, če si ti želiš recimo samozavesti, a ne? Ne boš se drug dan zbudil samozavesten, zbudil se boš z priložnostjo, da si bolj samozavesten, kot si bil prejšnjič v isti Ja. situaciji. A ne? ja, res je. Tako da v bistvu, če gledava tako, ti dejansko najbolj zate je, da puščaš, da pridejo situacije, ki so naporne, ki bojo z tebe zahtevali nekaj več kot do zdaj, ker samo te situacije ti bojo načeloma dale rasta. Ne? Ja. In če teh situacij nimamo, konstantna cona obdobja in pol iščeš načine, kako boš rastel, dobivaš pa samo teorijo. Ampak praksa je ono tudi, kar si sam rekel, a ne? Tudi kot starš, pač ti boš v situacijah vedno takih, kjer boš ti mogel ugotoviti, kaj je za to situacijo najboljša. Ne? Pa to se tudi naučiš, da moraš biti pogumen, pa iti out of the box, ki si to omenjal. Ne moreš biti zmeraj v neki taki coni obdobja, pa da ti bo vedno nekdo nekaj pomagal ali kakorkoli. Kdaj pa moraš tudi sam narediti nekaj, pa iti v neko odločitev. Ne? Se pravi, meni je bila ta odločitev, če se še enkrat vrnem tja nazaj, Ja. mi je bila zelo težka, ena najtežjih, ampak ko pa sfuraš, pa rečeš pismo, vidiš, sej se da. Včasih lahko drugega še malo bolj podpiramo v tem, da ne da govorimo človeku, kva ne naredi, ampak sam, jaz verjamem v to, da si Da se boš sposoben prav sprejeti odločil. dobro Tako. odločitev. Tako, to je nekaj najlepšega, kar človeku lahko Ja, daš, res. da imaš take ljudi okoli sebe, ki ti to govorijo. Lej, Res je. tudi če se boš polomil, pa ne vem, kva se, bravo, stari šusi, nisi Ja. ostal kle, šusi pogled, kva je na drugi strani strahu, Točno pa to. prija nagrade. Ja. Ja. Kaj pa tebe čaka kot zdaj, kot Mihata Deželaka v naslednjih letih, če pogledava, kje se vidiš, kako bi se rad razvijal, kakšne malo bolj utrgane ideje že letijo, ali si bolj, kaj ne zdaj, chill. Danes, ko sem prišel v ta prostor, sem tebe vprašal, koliko stane ta oprema. In nisem te kar tako vprašal. Aha. Ne vem. En moment me je prav, pa sploh nisem bil pripravljen na to, da te bom to vprašal, ampak ne vem, všeč mi je bilo, vse te kamere in tako naprej, in pol mi je bil všeč ta odgovor, da jaz sem si predstavljal, da je to ful draga oprema. Pa sem pa zvedel, da to sploh ni tako zelo draga oprema. In da se mogoče tudi z mačkeno še malo, bom rekel, slabšo opremo da preživeti, Ja. a ne začeti in tako naprej. Brez problema. Ampak ne vem, to se tako mim grede, veš, nisem sploh razmišljal o tem, ampak mogoče bi pa tudi jaz kdaj takole bil v tvoji vlogi, pa bi se lotil tega. Ampak to je tako, ne vem, kaj bom čez par let. Nekaj časa bom še sigurno v tem Denis Audičovu, mislim, če me bojo hotel, no upam, Ja, Da. kao. dokler bom zaželen. a ne. Piš Pa božič. se itak zavedaš, da prej ali slej pač tvoj čas tudi poteče. a ne. Si pa puščam odprta vrata za marsikaj še v življenju. No? Radoveden sem, to je bistvo. Ja, Radoveden tole kar pomaga temu, jaz sem Ja. tudi stari. Ja. Res je dobro. Res. In to danes mi je dal malo misliti, no, da mogoče bi se tudi česa takega z veseljem lotil, ker mislim, da imam še toliko zapovedati v življenju, da bi lahko naredil take dobre stvari z nekim pametnim dialogom in z ljudmi, ki bi mi bili blizu,
Tako, kot so si videli, da je blizu. No? Res, to mi je, ne vem, ta power of talking, ne vem, to se mi zdi tako dober, ali pa ne vem, ali pa mogoče čist kam drgam, da me zanese. Ampak ta trenutek sem še tukaj, kjer sem in predvsem bi rad tudi dobro vplival na svoje otroke. Zdaj ta trenutek se zelo veliko ukvarjam z tam malim, ki je na eni tudi neki prelomnici te svoje nogometne kariere in bi moral ostal, mislim, ne da bi moral, mu stojim ob strani, a ne. Bravo, poleg so tudi v življenju take stvari, da prišli bodo prej te vnuki, ki se jih veselim, da je nekdo pravi, da se tega bojiš, kaj se jim. Ja, pač lahko se bojiš te minljivosti, ki prihaja, ker veš, da je vedno manj let, ki je pred tabo, ampak jaz mislim, da lahko tudi obrneš te stvari, pa se hkrati tudi veseliš. Neke stvari pa še prihajajo, ne. Nisi še vsega izkusil v življenju. Tako da jaz se veselim teh stvari, ki prihajajo. Prepuščaš se življenju. Ja, ne me nosi ta tok. Ja. In upam, da bom še tako radoveden Ja. v lifeu. Ja, lej, jaz ti želim sam najboljš, no. Hvala, da si vzel čas prišel danes sem, jaz sem zelo živ. Z veseljem. Jaz tudi. Res nisem vedel, kaj pričakovati, po mojem si prvo radic, ki je prišel, sem bil tako, a bova obrnila vloge, a kaj se je zgodilo, ampak ne, se mi je zdelo. Ne, sem se kar pustil peljati vsem. Ti si tist, ki vodiš pogovor, ti usmerjaš teme, jaz pa pač sledim in mogoče o kakšni stvari še kaj več povem, če mi je neka stvar blizu, rad govorim o njej. Ja. Kako pa se počutiš trenutno? Dobro se počutim. Ja. Všeč mi je se pogovarjati. Sploh ne vem, koliko časa se že pogovarjamo. Meni se zdi, da je hitro minilo, ampak po mojem smo že nekaj časa skupaj. Urca pa pol. No, v glavnem, všeč so mi te debate, ki so malo bolj poglobljene, ki ni un klasičen kratek intervju. Da lahko se mi zdi, da tudi ki te posluša na drugi strani, pa ne samo ti zdaj v tem primeru, ampak tudi tisti, ki bojo to poslušali, mogoče spoznavajo eno plat tebe na drugačen način. Da tudi malo jim daš tudi malo razmišljati, da večplastnost sebe daš, no. Da ni mogoče sam tisti, ki na kratko slišijo, tisti malo smeha, malo tega, malo unga, da te začutijo tudi po tej plati, kam gremo skupaj, no, kaj razmišljamo, Jaz vedno to rečem tako, da to pa je ta sociolog v meni, no, da mi vsi skupaj ustvarjamo neko energijo, mi vsi skupaj proizvajamo, mi smo v tem odnosu, mi smo tisti, ki lahko vplivamo drug na drugega, mi smo lahko srečni za drugega, da se imamo, da počnemo stvari skupaj. In to mi je v veselje. Ja. Ne vem, jaz sem še vedno kot majhen otrok, jaz sem vsakega novega človeka, ki ga spoznam, iskreno vesel. Se čuti, ta radost se čuti. Ne vem, upam, no, to je to. Sem tudi vesel, ker ljudje napišejo kdaj komentar, kle sem jih pa vesel, ker res večina je lepih, večina je dobrosrčnih, tudi gostom pošljajo kakšna sporočila. Ja. Ampak najbolj mi je pa všeč to, da mi napišejo, da so v epizodi čist pri nekem random delu, ki je nekdo lastno izkušnjo povedal, da so se nekaj novega vsep naučila. Ne? Ta moč, a veš, reflektivnosti, da ljudje dojamemo, da v bistvu se skozi zgodbe drugih lahko tudi sami o sebi veliko naučimo. Ja. Vse zrcalimo, vedno, doskrat mi to delamo, da pač projeciraš potem nase, kaj pa če bi bil jaz v tej situaciji, kako bi pa jaz odreagiral. Ja. Ampak realno pa res nas to bogati, ampak še zmer smo, tako kot sem prej rekel, no, še zmer smo pa mi tisti in prav je tako. Bodite ljudje svojih odločitev, vi ste tisti, ki ravnate z vsem tem. Se tudi kdaj narediš kiks, tudi napačno odločitev sprejmeš. Niso vedno odločitve pravilne, ampak dopuščite si tudi ta kiks. Ja. Pa ga kdaj pol popraviš na čist neki drugi točki ali pa kakorkoli. Nismo najbolj pametni, da bi vedno prav reagirali. Kje pa?
ampak še zmeraj pa pomaga toplina ljudi okoli nas, ko mogoče sprejmemo kakšno napačno odločitev. Ker strah pa vse te hladne občutki te paralizirajo, toplina ti bo pa dala možnost, da ti momentum nazaj dobiš in da priješ ven. Veliko lepih stvari smo povedala danes, predvsem ti, no. Tudi jaz. Prav sva. Jaz mislim, da je prav tako lepo. Izmenjava je taka vzajemna izmenjava misli in sva se hitro začutila. Jaz pa nisem vedel, kdaj smo mi začela to. Padeš noter, kaj Alica v čudežni deželi. Noben reče, tudi pam, zdaj pa gremo, klapa je padla. Mi da so v bistvu se kar nekaj pogovarjali. Takrat je pržgal, a ne? A veš, če bi prej pržgal, bi prej začela. Sploh nisem niti mislil o tem, kar mi je dobro. Kar pomeni, da sem padel noter v debato, brez da bi sploh vedel, da je to zdaj... Sej ni težko, a veš, če se pogovarjaš, pa sej ko se srečaš kolega na ulici, rečeš tudi, ok, začniva. Ne, greš noter, pač padeš, ker se to pržge, ampak tako da, Miha Deželak. Hvala za povabilo. Ja, hvala tudi tebi. Pozdrav ekipo. Čakaj, kdo je že tale punca, ki je... Lara, Trnova, mislim. Ne vem, če je bila Lara. Čakaj. Anja? Ne. Zdaj govorim o svojo ekipo. Zdaj govoriš o ekipi. Petra? Ne. Mislim, da sem se s Petro, da so se spet... So vse. No, Petra. Pozdrav. In Peter. Vsi, vladam, vsi. Hvala, ker ste bili z nama. Kako zaključiš? Ne zaključim, pa se to kat rečemo. Ne veš, ko lahko zaključimo. Zaključ, ajde. Evo, če lahko, dajte poslati pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. A lahko tako zaključim? Zaključili. Kdor lahko pomaga, ne na silo, pa če to začutite, pomagajte. Hvala. Hvala tebi. Z veseljem.